Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o nečem, kar verjetno vidite skoraj na vsakem koraku, če se sprehajate posebej po zaledju slovenske Istre, pa vse tja do Krasa. Gre namreč za suhozidno gradnjo, ki je bila pred leti umeščena tudi na UNESCOV seznam nesnovne dediščine. Z nami je David Trčon iz partnerstva kraške suhozidne gradnje iz Divače. Lepo pozdravljeni. Živijo, najlepša hvala za vabilo. Torej, pred nekaj leti je bila suhozidna gradnja, kot sem povedala, umeščena na UNESCOV seznam nesnovne dediščine. Ste imeli tukaj kaj prstov zraven? Partnerstvo kraške suhozidne gradnje vsekakor. Partnerstvo je bilo ustanovljeno leta 2015, torej prihodnje leto bo praznovalo 10-letnico delovanja. In ena od stvari, za katere se je že od vsega začetka zelo prizadevalo, je seveda bilo sodelovanje pri nominaciji za vpis suhozidne gradnje v ta UNESCOV seznam, tudi preko nekaterih drugih akademskih institucij oziroma skupaj z njimi in skupaj še z nekaterimi evropskimi državami, recimo našimi sosedami, Avstrijo, Hrvaško, in še nekaterimi drugimi je potem ta nominacija tudi bila predložena in je uspela. Se vam zdi, da je po tem vpisu prišlo tudi pri nas mogoče do rasti zanimanja za suhozidno gradnjo? Vse več se zdaj govori o vračanju k tradicionalnim načinom zidave. Se to opaža tudi pri vas? Vsekakor se opaža. Že samim začetkom delovanja partnerstva je bilo to očitno z UNESCOVim vpisom leta 2018 tudi vsekakor in iz leta v leto je pravzaprav več povpraševanja po izpeljavi delavnic suhe zidave in predavanj o tipologiji suhe zidave, ki jih v partnerstvu pripravljamo. Tako da po teh nekaj letih delovanja je skoraj da že polovica kraških vasi, namreč delujemo na področju Krasa, kot že samo ime pove, polovica kraških vasi, v katerih smo take delavnice že izvedli. Pa se ljudje potem vračajo k vam ali poskušajo sami zase graditi? Ljudje se vračajo, ponekod tudi večkrat izpeljemo delavnice, vendar je naš glavni namen, da ljudi naučimo, da jim pokažemo, kako se suhe zidove postavlja in da potem sami naprej to delajo. Pa ne zgolj suhe zidove, suhih objektov, suhih zložb je več vrst, kot verjetno naši gledalci vedo. Tu gre tudi za lokve, ki so obzidane na suho, tu gre tudi za kamnite hiške, ki so postavljene povsem na suho. In gre tudi za podporne zidove, ki se od običajnih prostostoječih zidov seveda razlikujejo po tem, da na eni strani zadržujejo zemljo oziroma zemljišče, ki je pač za njimi. Zdaj, ko rečemo suhozidna gradnja, to pomeni torej, da dobesedno gradite samo s kamenjem, da vmes ni nobenega veziva ali vseeno obstaja kakšno vezivo med kamnom? Gre zgolj za način polaganja, ki je tako trden? Tako je, gre zgolj za način polaganja brez kakršnega koli mokrega veziva. Jaz sam sicer najraje uporabljam izraz suha zidava in ne suhozidna gradnja, ker se mi zdi, da nekoliko bolj ilustrira način zidanja. Zidamo tako, da začnemo z večjimi kamni in če morda za primer vzameva najpogostejši tip zidu, to je dvoredni, dvovrstni zid, večje kamne polagamo z dveh strani, torej z leve in z desne, in potem notranjost zidu polnimo z manjšimi kamni, z neuporabnimi kamni in celo z drobirjem, ki seveda ravno ta drobir potem tudi ena izmed tistih sestavin, ki ta zid povezuje v trdno zložbo. Pa je pomembno, kakšen je ta kamen? Jih posebej izbirate, jih tudi obdelujete, preden jih date v zid? Načeloma se dela s kamnom, ki ga dobimo na zemljišču in se ga ne veliko obdeluje.
poskušamo ga uzidati takega, kakršen je. Že prej sem omenil, začnemo pač z večjimi kamni, ki jih težje dvigamo in jih na mesto recimo samo prevalimo. Kasneje pa, če imamo večje kamne, ki so zelo težki in jih ne moremo dvigati, jih seveda tudi razbijemo na več kosov, da jih potem lahko uporabimo. Uporabljamo pa seveda tudi nekaj orodja, recimo različne špice, potem posebno kladivo za obdelavo kamna, s katerimi ne da kamen oblikujemo, temveč mogoče določene dele kamna, ki nas ovirajo, da bi kamen postavili v pravi položaj, na zid odbijemo oziroma obdelamo. Vendar so to res minimalni popravki. Gre namreč tudi za to, da obliko oziroma tip kamna pravilno izberemo, ko ga vdelujemo v zid. Namreč vsake toliko časa polagamo na zid oziroma v zid daljše kamne, tako da segajo globoko v notranjo zidu in to je tudi ena od tistih sestavin, ki potem zid povezuje oziroma kamne v zidu povezuje trdno med seboj. Glede na to, da ste prej že omenili, da ste pri vpisu na UNESCO seznam sodelovali tudi z Italijani, s Hrvati, ali ste se mogoče tudi k njim kdaj hodili učiti? Imajo mogoče kakšno drugačno tehniko ali je razlika mogoče samo v kamnu, če gremo takole malo bolj stran? Odkar sam sodelujem pri partnerstvu, pri Hrvatih še nisem bil, razen pred 3 leti, ko sem se v Konavljah udeležil 17. mednarodnega kongresa suhe zidave in smo v mednarodni delavnici 4-dnevni pred tem kongresom obnavljali veliko lokev tik ob črnogorski meji. Pristop je pravzaprav enak, gre samo za to, kakšne vrste kamna imamo na razpolago. Nekoč, nekje, se opravičujem, ponekod po Istri, predvsem pa po Dalmaciji, je veliko tudi precej okroglega kamna in meni osebno je bilo zelo zanimivo, ko sem gledal zidove iz tega okroglega kamna, sem se spraševal, kako je sploh mogoče, da jih uzidajo, da jih postavijo tako, kot jih postavijo, da ta zid stoji, tako da bi bilo zelo zanimivo, da bi se kakšne takšne delavnice tudi udeležil. Ker pri vas je torej bolj kamen z ostrimi robovi. Ali potem vedno iščete pravi kamen, ki bo pasal na zid, ali koliko je obdelovanja pri tem? Če se le da, kot sem že prej omenil, tisti kamen, ki ga vzamemo v roke, na zid tudi položimo. Radi rečemo, ko enkrat položiš kamen na zid, mora obstati trden in negiben. Tako vemo, da bo v zidu lepo stal, če pa tega ne moremo takoj doseči, vseeno potem malo pogledamo, odbijemo kakšen vogal, kakšno okroglino, ga mogoče premaknemo na kakšno drugo mesto, vendar čim manj, kajti konec koncev kamen je zelo težak, ne? In vsak kilogram, ki ga dvignemo, se pozna pri naši utrujenosti. In to je pač tak osnovni princip, ne? Ko se tega priučimo, zlahka izbiramo med kamni, ki so na razpolago in velikokrat že oddaleč, kar vidimo kakšen kamen, ki ga bomo položili ravno tja, kjer ga tisti trenutek potrebujemo. Je pa seveda še nekaj principov zidave, poleg tistih, ki sva jih že omenjala, torej velikih kamnov na začetku. Zid običajno čim višji je, širši je na dnu in proti vrhu ga nekoliko ožimo v konus, tako da je na vrhu vedno kakšnih 10 cm recimo ožji od svoje podlage, od svojih temeljev. Tudi zaradi tega potem veliko bolj trdno in veliko dlje lahko stoji. In če se le da, tudi vrh zidu,
končujemo z nekoliko večjimi, v tem primeru pa celo ploščatimi kamni, tako da vrh zidu je tudi sam po sebi videti lepši in bolj kompakten. Če so na vrhu večji kamni, jih tudi težje podremo, jih tudi živali, ki skačejo čez zidove, recimo, težje podrejo in se zid toliko ne uničuje. Ni pa to nujno. Nekateri zidovi so končani tudi tako, kot smo jih zidali, torej da je vrh zidu oziroma sredina zidu preprosto nastlana z drobirjem. Tako da v tem primeru je tudi več možnosti, recimo, da narava pokaže svoj vpliv in da na vrhu kakšnega zidu zraste tudi kakšna za suhe zidove značilna rastlina. Pa je to slabo, če raste čez rastlina, grejo mogoče kamni zaradi tega kaj narazen? Rastline, če govorimo o grmovju in drevesih, so pravzaprav najhujše sovražnice suhega zidu. Bolj kot ljudje in bolj kot živali. Seveda ljudje jih uničujemo, ker nam morda predstavljajo kakšno oviro pri gibanju ali kaj takega. Načeloma pa, če smo jih že postavljali, za nalašč jih ne uničujemo. Grmovje, drevesa, ko pa zrastejo tik ob zidovih in se z leti razraščajo, začnejo zidove izpodrivati. In zaradi tega je pravzaprav največ suhih zidov propadlo. Oziroma jih je bilo uničenih. Koliko pa je recimo nek objekt stabilen, če je narejen s tehniko gradnje suhega zidu? Ali tukaj lahko govorimo o recimo objektu, ki bo zdržal stoletja? Zagotovo. Zagotovo, seveda, vremenski vplivi, poleg vplivov rastlinja, ki smo jih pravkar omenjala, so tisti faktori, ki ga uničujejo, vendar sicer, če se sprehodimo po Krasu ali pa tudi seveda po Istri, ker je ravno tako ogromno suhih zidov, podpornih zidov, bomo videli, to so vse suhe zložbe, ki stojijo že stoletja pravzaprav in so še vedno na tistem mestu, kjer so. Posebej pa se o tem lahko prepričamo pri kamnitih hiškah. Običajno so kamnite hiške ljudje vseeno obranili pred razraščanjem grmovja in dreves, tako da so ostale nedotaknjene in po stoletjih, čeprav so popolnoma na suho sezidane, še vedno stojijo take, kakršne so. Nažalost, smo tu spet ljudje, tisti, ki smo v minulih desetletjih naredili največ škode. Recimo lep primer so suhe hiške ob slovensko-italijanski meji, ki jih je nekdanja jugoslovanska ljudska armada velikokrat podrla zato, da fantje, vojaki, graničari ne bi ždeli v njih oziroma lenarili in namesto, da bi hodili po meji gor in dol. Torej so vse stransko uporabne. Vsekakor. Kako pa je recimo z burjo? Burja je, zdi se, kot da bi lahko premaknila te kamne. Pa tudi glede na to, da ni veziva, ali lahko burja pride skozi te zidove? So potem te hiške prepišne? Nikoli kamni ne tesnijo tako zelo, da bi burja ne mogla, oziroma veter skoznje. Je pa tudi toliko špranj med temi kamni, da se ta moč burje porazdeli med njimi in na zide, na suhe zložbe nima pravzaprav velikega vpliva. Posebej so pri tem zanimivi enoredni zidovi, ki so sestavljeni iz ene same vrste kamnov. Ti kamni so ponovadi zelo veliki in tam pa točno vidimo te špranje, te luknje med temi kamni, kar pomeni, da so ti enoredni zidovi bili še bolj učinkoviti pri boju proti vplivom burje. Mislim, recimo bi suhozidno gradnjo priporočali v smislu, če si želimo na Krasu zgraditi hišo? To bi bil verjetno že podvig, vendar tudi v preteklosti hiš za bivanje na način suhe zidave seveda niso zidali.
oziroma tudi danes, če se sprehodimo po vaseh, bomo videli, da večina zidov v vaseh, torej v naseljih, je sezidana z vezivom, ne? Zato, da so seveda bolj trdni in bolj obstojni in za bivanje tudi bolj varni, ne? Manjši objekti so pač manjši objekti, lažje se da nadzirati postavljanje kamnov in povezavo med posamezni kamni, ki recimo kamniti hiški, čeprav je brez veziva, dajejo potrebno trdnost oziroma strehi kamnite hiške, da stoji in da se ne podre. In mirno lahko stopimo na katerokoli streho, katerekoli kamnite hiške in pod nami se zagotovo ne bo podrla. Če je le po vseh pravilih seveda sezidano. Se potem včasih zida tudi v več nadstropij, mogoče, če je tako trdno, bi se dalo? Verjetno bi se dalo. Po svetu vidimo različne tipe hišk, v Italiji, na Irskem recimo, ki so veliko večje in veliko više, še vedno pa sezidane brez veziva, torej na suho. Zahtevalo bi seveda nekoliko več pazljivosti, nekoliko več natančnosti in tudi zidovi bi bili zagotovo debelejši kot so sicer, kajti že z debelino, kot sva tudi že omenila, dosegamo tudi dovolj veliko trdnost. Seveda pa bi bili podi med posameznimi nadstropji zagotovo težava, tega pa mislim, da na suho pa se ne bi dalo, oziroma bi bilo treba pač za pode udelati nosilce in polagati jasno deske ali kaj drugega. Pa se sicer kombinirate to tudi z raznimi nosilci? Ali to ni tako pogosta praksa? Ne. Suha zidava je suha zidava in uporabljati je treba samo kamen in nič drugega. Govorim o tem, kar poskušamo pri partnerstvu Kraške suhozidne gradnje doseči in učiti. Seveda pa zasebniki, ko zidajo ali obnavljajo take stvari, se seveda potem sami sproti odločajo, na kakšen način bodo to počeli in s kakšnim materialom bodo delali. Zdaj, ko rečete partnerstvo, se sliši, kot da vas je veliko, ker vas mora biti veliko, ko se recimo spravite delati s kamnom. Recimo, če bi govorili o neki manjši pastirski hišici, koliko časa, koliko ljudi je potrebnih za to, da zraste in se naredi do konca takšen objekt? Za hiško recimo je v redu, da se dela v 4 ali 5. Porazdelimo si naloge, nekateri kamne preprosto iz okolice prinašajo do tistega mesta, kjer hiška raste. Če hiška ni prevelika, se da postaviti tudi v enem celem dnevu, recimo v 2 delovnih dneh, če pri tem upoštevamo, da se je treba tudi malo spočiti, kaj pojesti in tako naprej. V 2 delovnih dneh zagotovo. Če je seveda kamen, pravi kamen, dovolj dober kamen pri roki. Pri hiški namreč za položitev strehe potrebujemo nekoliko bolj ploščate kamne ali pa vsaj nekoliko daljše kamne, ki jih tudi lahko za to uporabljamo. In potem streho pač naredimo s tem načinom previsevanja, kot temu rečemo. Previsevanje pa pomeni kaj točno? To pomeni, da te ploščate kamne polagamo enega na drugega, vendar tako, da naslednja vrsta ploščatih kamnov vedno sili nad spodnjo ploščo. Recimo, če je moja dlan naslednji kamen, to ploščo položimo na predhodno ploščo tako, da je približno 2/3 nove plošče na spodnji plošči, 1/3 pa potem štrli ven. Potem
ti 2/3 plošče obložimo spet z običajnimi kamni, z drugimi kamni, in na to ploščo, ki smo jo položili, potem zopet naslednjo ploščo, ki spet sili nekoliko v notranjost, z 2/3 stoji na prejšnji plošči, in to pomeni to previsevanje, ne? Torej, te plošče pravzaprav nosijo same sebe, ne? Še ena podrobnost, ki je zelo pomembna, je pa, da tej zgornji plošči pomagamo, da se nekoliko dviguje, oziroma da potem tvori skupaj z ostalimi ploščami obok, tako da pod njo na tisto tretjino polagamo drobne oziroma tanke ploščice, kamnite ploščice, ki jo nekoliko dvigujejo, in njihova funkcija pa je tudi ta, da to ploščo nekako sidrajo. Se pravi, ob vsako ploščo, ki jo položimo, jo moramo potem okrog obložiti s kamni, in teža teh kamnov potem tudi pomaga te plošče držati. No. Tako da na koncu nam ostane pač ena luknja, lahko manjša, lahko večja, in za njo potem običajno prihranimo kakšen lepši, večji kamen, tako da kar položimo na to luknjo. Glede na to, da vsaka plošča da je pod kotom, potem tudi nobena voda pravzaprav ne more prodreti v hiško, ne. Vsak dež, ki pade na to streho, preprosto se zlije stran po strehi navzdol, in v te hiške voda preprosto ne more vdreti. Seveda pa te plošče tudi križamo, ne. Tudi tega ne smem pozabiti. Torej, ne zgolj, da polagamo ploščo na ploščo, temveč naslednjo ploščo položimo na stik med spodnjima dvema ploščama. Isto delamo s kamni, ko zidamo zid, dvoredni zid, ne. Torej, nikoli ne polagamo kamen na kamen, ker potem zid ne bi bil trden, ne bi bil stabilen, bi se hitreje podrval. Vedno naslednji kamen polagamo na režo oziroma stik med dvema kamnoma, spodnjima. Kako trdno pa je to? Torej, rekli ste že, lahko traja stoletja, ampak seveda očitno kljubuje burji. Ampak recimo lani, ko smo imeli te izredne vremenske razmere, močne suhe vetra med neurji, se je mogoče med tem kaj porušilo? Ste morali na novo mogoče kaj popravljati? Da bi vedeli, zaradi vremena zagotovo ne. To bi res morali biti izredni vremenski dogodki, recimo tornadi ali kaj podobnega, ki tako in tako rušijo vse pred seboj. Če se je karkoli porušilo, se je zato, ker so se rušila drevesa okrog teh zložb, ne. Zato, ker ko pač je deblo padlo na zid, je tiste kamne izpodrinilo, ne. Vseeno zid ni tako trden, ne. To je edini vzrok, da bi neposredno zaradi vremenskih vplivov, zaradi močne burje ali tega, mislim, da ne. No. Kje pa pravzaprav dobite vse te kamne? Rekli ste, da so tam in ja, Kras je poln kamna, ampak ali jih morate kdaj vseeno malo prinašati od kje? Ja, vsekakor, ne, ker pravzaprav zidove ne postavljamo na novo, temveč jih obnavljamo, ne. Jih ne postavljamo tam, kjer jih nikoli ni bilo. Torej je veliko kamenja že na tistem mestu, kjer se obnove lotimo, ne. Je pa veliko kamnov tudi odnešenih. Ljudje so cele zidove pobirali, umikali in jih potem te kamne vzidavali v svoje hiše, ki so jih zidali v naselju, tako da ponekod so praktično izginili. Zato je seveda treba kamne večkrat tudi še pripeljati. V tem primeru poiščemo predvsem kakšne groblje, ki jih je veliko po Krasu. V njih so preprosto odmetavali, zlagali odvečno kamenje in tam je kar veliko kamenja, in tudi če jih odpeljemo iz gozda ali pa tudi z kakšnega pašnika, z kakšne gmajne, s tem ne naredimo nobene škode, ker zgolj odpeljemo odvečni material. Je pa res včasih tu nekoliko zadrege, ker kamenja naj se ne bi pripeljalo od drugod, vsaj ne je recimo iz drugih vasi ali pa celo z drugih koncev Krasa, ne, ker geološka sestava kamnin je pač lahko zelo različna od kraja do kraja, od kamnoloma
do kamnoloma. Kdor se na kamen spozna, oziroma kdorkoli je naročal karkoli kamnitega pri kamnosekih, ve, da je tam veliko izbire. Krasno si lahko te razlike oziroma vrste kamnov ogledate v Štorjah pri Sežani, kjer je odprt mali muzej kamna in tam se da krasno videti tudi razlike med posameznimi vrstami kraškega kamna. Ne. Praktično od vasi do vasi, oziroma celo od kamnoloma do kamnoloma je lahko kamen drugačen. No. Zaradi tega naj bi se raje uporabljajo kamen, ki je res na tistem mestu. Ne. Pa lahko pride do kakšnih razlik, če uporabljamo en kamen iz nekje, drug kamen iz nekje. V čem je lahko ta razlika? Je en bolj lomljiv ali kaj takega? Tudi mogoče, vendar to ni tako očitno pri tej zidavi. Ne. To se bolj pozna pri obdelavi kamna, ne vem, recimo za police v hišah ali za nagrobnike. Tam seveda kamnoseki natančno poznajo, kakšna je trdnost katerega kamna, ne. Kakšna je razlika recimo med lipiškim kamnom ali pa recimo med nabrežinskim kamnom. Recimo to sta dva najbolj znana kamnoloma, največja, lahko rečemo, na Krasu. Je imela pa praktično vsaka vas okrog Lokve, jih je kar nekaj malih. Okrog Avberja dobimo veliko malih, že opuščenih seveda kamnolomov. Omenili ste, da samo obnavljate, ne delate novih zidov. Zakaj pa to? Zato, ker je zidov že dovolj. No, če bi kdo želel na svoji parceli, seveda mu tudi pri tem pomagamo, ni nikakršne ovire. Ne. Vendar zidov je na 10.000 kilometrov in prave potrebe po novih zidovih pravzaprav ni. Ne. Stari zidovi kličejo po obnovi. Jih je pa toliko, da seveda te obnove, tega dela ne bo nikoli konec. Tako da zaenkrat se posvečamo bolj suhim zidovom, ki lahko polepšajo podobo vasi oziroma vstopov v vasi in izstopov iz vasi, torej tistih najbolj značilnih koncev naselij, ki sprejemajo recimo popotnika. Zakaj pa so ljudje pravzaprav v začetku, zakaj so sploh prvotno postavljali te zidove prav na takšen način? Zidove so pravzaprav postavljali iz neke nuje, namreč Kras je en sam kamen. Ne. Če gremo sedaj na Kras, morda tega ne bomo videli, oziroma to ni tako očitno, ker je že zelo poraščen. Ne. Recimo iz nekdanjih okrog 30% poraščenosti Krasa smo danes prišli že na 70-75% poraščenosti Krasa, kar ni ravno najbolje po eni strani. To smo videli tudi z zadnjimi požari recimo na Goriškem Krasu. In če so želeli ljudje dobiti kakšno plat obdelovalne zemlje, so morali preprosto kamen odstraniti z zemljišč. Ne. Zaradi tega so potem, ker pa ni bilo možnosti, da bi ga odvažali, oziroma je bilo to verjetno tudi drago, naporno, kam odvažali, so ga seveda začeli zlagati v zidove ali v groblje, kot sem prej tudi dejal. Se pravi, kar niso vzidali v zidove, so potem odlagali v groblje. Kasneje seveda so kaj hitro ugotovili, da je to tudi krasen zidarski material in večina hiš je postavljena prav iz kamna na Krasu, starejših hiš seveda, danes se zida z drugačnimi materiali, z opeko in podobnimi materiali. In sprva so te zidove postavljali kar na neke naravne meje. Torej, ne vem, če so očistili vrtačo, so zidove postavili okrog vrtače. Sprva zidovi niso razmejevali parcel, kakršnih lastniških parcel, kot jih poznamo danes, pred stoletji seveda še ni bilo. Ne. Prava parcelizacija se je začela šele z reformami Marije Terezije, prej pa so te zidove postavljali bolj na neke, kot sem že prej dejal, naravne meje parcel.
Z uvedbo parcelizacije pa so seveda s temi zidovi začeli tudi označevati lastništvo. Ne? In kot sem že prej dejal, je več vrst suhih zložb in to so s pridom izrabljali tudi pri lokvah, pri podpornih zidovih, kot smo prej že omenjali. Medtem ko so vodnjaki pa običajno niso zidani na suho, temveč so zidani z vezivom oziroma so potem notranjosti vodnjakov večinoma tudi že ometane, da vodnjaki ne puščajo. Govorimo o vodnjakih pri hišah. Je veliko tega kombiniranja, da je recimo delno suhozidna gradnja, delno pa ne. Recimo kot vodnjak, v primer vodnjaka. Ja, pravega kombiniranja praktično ni. Odločiti se je treba ali suha zidava ali zidava z vezavo, tako da tle kakšne velike znanosti ni, samo to. Če presodimo, da zid ne potrebuje veziva, vezivo pač omogoča večjo trdnost, s tem tudi večjo varnost, ker se ne ruši, govorim varnost za ljudi, potem ga bomo postavili na suho, recimo v odprti krajini. Medtem ko v naseljih, kot sem mislim že tudi prej omenil, pravzaprav že prej zidov na suho pravzaprav niso postavljali. Tudi okrog hiš so bili zidovi, čeprav je kamen viden, niso bili ometani, je kamen viden, vendar so bili zidani s pomočjo veziv. Na kakšen način pa ste se recimo vi priučili tega mojstrstva? Je to nekaj, s čimer se soočate že celo življenje? Koliko časa je trajalo? Ne, sam sem se za to odločil šele pred 10 leti. Še preden je bilo partnerstvo kraške suhozidne gradnje ustanovljeno, so bili že izpeljani drugi projekti v zvezi s suhozidavo. Tu imamo nekaj literature, recimo Kamen most in Živa krajina Krasa. In že takrat so začeli izvajati suhozidne delavnice. Ena izmed teh suhozidnih delavnic, vabilo na njo, seveda, se je znašlo tudi v moji elektronski pošti in z ženo takrat sva se na tisto vabilo odzvala. To je zdaj točno 10 let, leta 2014, tako da to je bilo v parku Škocjanske jame in takrat sem se v bistvu prvič udeležil te delavnice iz radovednosti in želje, da bi spoznal, kako se tej suhi zidavi streže. Vsi imamo praktično Kraševci na svojih zemljiščih suhe zidove, marsikaterega je treba popraviti. No, takrat me je to pritegnilo in sem se začel bolj pogosto udeleževati teh delavnic in kaj kmalu sem postal tudi mentor suhe zidave, tako da nekaj let že tudi sam kot mentor vodim te delavnice, oziroma ne sam, moram reči, nikoli ne vodimo sami, vedno smo vsaj 2, 3, odvisno tudi od števila udeležencev delavnic. Običajno te delavnice izvajamo ob sobotah, večer prej, če naročnik želi, pa pripravimo tudi predavanje o tipologiji suhe zidave, tako da ljudi seznanimo nekoliko tudi s teorijo, z vsem tem, o čemer danes govorim, z orodjem, ki je potrebno, z načinom priprave zemljišča in vsemi stvari, ki so pač povezane s suho zidavo. No, tako da 2015 sem se potem takoj po ustanovitvi partnerstvu tudi pridružil, sprejeli so me in tako da vsa od leta 2015 v partnerstvu tudi sodelujem. Ali torej v sklopu partnerstva pravzaprav izdajate te knjige? Partnerstvo kraške suhozidne gradnje ni pravna oseba. Mi smo še vedno samo gibanje. Leta 2015, ko je bilo ustanovljeno, je bila podpisana tako imenovana konzorcijska pogodba,
s katero so se najrazličnejše ustanove, tudi akademske ustanove, tako iz Slovenije kot z italijanske strani Krasa, obvezale, da bodo del svojega časa in prizadevanja namenili Suhi zidavi, tako da kot partnerstvo literature ne izdajamo, ker kot pravna oseba preprosto za to ne moremo dobiti denarja. Vedno pa sodelujemo pa pri pripravi te literature oziroma sodelujemo s tistimi zavodi, ki to literaturo izdajajo, pripravljajo. Recimo knjižnica Suhi zid kot učilnica na prostem je išla pri zavodu Anima Mundi, ki je seveda tudi član partnerstva, in pri izdelavi te knjižnice so seveda sodelovali naši člani, predvsem tisti, ki so na tem področju strokovnjaki, torej šolani. Jaz, na primer, jaz nisem šolan, se ne ukvarjam s strokovnimi problemi, strokovnimi vidiki Suhe zidave in Suhih zidov, temveč sem bolj praktik, delujem na področju prakse, kot sem že predajal, predvsem pri delavnicah. No, pa recimo tisti, ki so izšolani, kakšne šole so morali obiskovati za to? Gradbeno mogoče? Večinoma niso specializirani gradbeniki oziroma zidarji, temveč so to ljudje, ki so čisto iz svoje poklicne perspektive se srečali s tem problemom. Recimo arhitekti ali pa recimo strokovni delavci v parku Škocjanske jame. Park Škocjanske jame je še vedno in od vsega začetka tista ustanova, ki partnerstvo kraške suhozidne gradnje podpira in mu praktično omogoča delovanje, tako s svojimi prostori, kjer se srečujemo, kjer imamo svoje sestanke, svoje občne zbore. Brez Parka Škocjanske jame bi partnerstvo vsaj ta trenutek zelo stežka ali pa delalo ali pa sploh ne bi moglo, oziroma bi se morali za vsak sestanek, ki ga imamo, za vsako srečanje dogovarjati kje drugje, kar bi seveda pomenilo tudi stroške, ki jih s tem sedaj na srečo nimamo. Tako da so njihovi strokovni delavci recimo dejavno sodelujejo v tem partnerstvu, seveda je tudi Park Škocjanske jame kot zavod član tega partnerstva. Zavod za varstvo kulturne dediščine recimo je tudi član partnerstva, tako da njihovi zaposleni, njihovi strokovnjaki, ki se sicer tudi skozi svoje delo s tem srečujejo, sodelujejo pri strokovnem delu partnerstva. Pa mislite, da se takole iz teh knjig da naučiti suhozidno gradnjo, tudi če se ne udeležimo delavnice, recimo, da bi hoteli sami od sebe poskusiti? Mislim, da bi se dalo, z nekoliko bolj pozornim branjem, ker recimo v priročniku kraške suhozidne gradnje so obdelane prav vse faze suhe zidave, od priprave zemljišča do vrste kamnov, vrste suhozidnih zložb, vrsto orodja, ki jih pri tem potrebujemo. Imamo tudi dva manjša priročnika še, ki sta sestavni del tega priročnika. Recimo, vzdrževanje in gradnja prostostoječih in podpornih kraških suhih zidov ter vzdrževanje in gradnja hišk. Vsi ti priročniki so polni shem, recimo fotografij, ki nam lahko pri spoznavanju suhe zidave zelo, zelo pomagajo. Seveda pa brez živega stika, brez nekoga, ki vseeno pokaže tiste osnovne principe suhe zidave, gre veliko težje. Pa zdaj, ko recimo lahko se na delavnico prijavi kdorkoli, ali imate vseeno kako omejitev, mogoče za mlade, ne vem, da so prešibki? Nimamo nikakršnih omejitev, ne starostnih, ne spolnih, ne nikakršnih.
celo vsako leto pripravljamo že nekaj let zapored maraton Kraške suhe zidave, ki ga imenujemo Kamenton, in ta je namenjen prav najmlajšim. Od vrtca pa tja do konca osnovne šole zaenkrat, tudi srednje šolcem, no, če se le pridružijo. Tako da, evo, kot sem prej dejal, poskušamo... Kako pa izgleda ta maraton? Preprosto obnavljamo zid. Najdemo nek zid, tudi pri lokalnih skupnostih, ki so tako in tako zainteresirane za obnovo. Ta zid porušimo, seveda ne, če je lep še vedno, ampak vedno kakšen zid, ki je res že grd in vsaj na pol uničen, tako da ga potem naredimo lepega, novega. In potem pridejo otroci, skozi dan delamo ves dan, od jutra pa tja do poznega popoldneva. Mentorji se seveda izmenjujemo na vsakih nekaj ur, ker cel dan seveda je težko delati. In potem preprosto otroke učimo, najprej naše mentorice se z njimi pogovorijo, pripravijo kakšno kratko delavnico risanja in poskušajo kamen kot živ material za izdelavo zidu čim bolj približati, in potem se mentorji posvetimo in jim preprosto počasi kažemo, kako se kamne polaga, kako se začenja, kako se nadaljuje, in potem nadziramo, kako to otroci počnejo. Pa imajo dovolj fokusa za to? Skupine so kar velike, recimo pride kar cel razred, tako da včasih je resnično malo težko nadzorovati. Nekateri so bolj živahni, nekateri manj živahni, nekateri se bolj temu posvetijo, drugim seveda misli bežijo kam drugam in se raje igrajo, ne vem, s kakšnimi rožami ali grmovjem okrog zidu. Vendar večinoma so kar navdušeni, ne? Zato ker to pač traja pol urice, 3/4 urice, praktično se z njimi igramo, tu ni nikakršne prisile. Res, da moramo biti tudi mentori in vsi organizatorji zelo pozorni, da se komu kaj ne zgodi, kajti tudi majhni kamni konec koncev težki, in če komu kaj pade na kakšen prst, recimo, pride hitro do kakšne praske, do kakšne odrgnine, hujšega pa ni, no. Tudi če se le da, tisto zasnovo zidu pripravimo že mentori. Že prej sva rekla, da prvi kamni so vedno zelo veliki in otroci seveda z njimi ne bi mogli delati, tako da otroci potem delajo z manjšimi kamni, nadaljujejo z dviganjem zidu in polnijo zid z drobjerjem. Bi mogoče priporočali ljudem, ki se odločajo za novo ograjo ali za recimo novo lopo na vrtu, da bi se odločili za suhozidno gradnjo, in če, zakaj? Vsekakor bi, ne? Zakaj pa ne? Če imajo na razpolago kamen, če, kot sva že prej dejala, če je zid tam že stal oziroma stoji, če tudi uničen, če tudi je nekaj kamenja že izginilo. Ko pogledamo Kraško pokrajino, je ta prepredena s kraškimi suhimi zidovi. To je preprosto element, ki odprto Kraško krajino dela kraško. Dela takšno, kakršno so jo Kraševci naredili. Torej je suhi zid tista sestavina krajine, ki je zelo pomembna. Ne samo zaradi videza oziroma lepega razgleda, ki se nam nudi ob teh kamnitih pajčevinah, ki prepredajo Kraško krajino, temveč tudi zato, ker zidovi ščitijo pred burjo. Zidovi so kraj, kjer najdejo zatočišče, kjer se razmnožujejo najrazličnejše majhne
živali, kuščari, divje čebele, kače. Torej so s postavitvijo suhega zidu jim tudi nudimo možnost, da obstanejo, da njihova vrsta še naprej živi. Ne? To bi bilo recimo na hitro moj nasvet, zakaj suhi zid da. Poleg tega, verjetno, če se bodo že lotili obnove suhega zidu, bodo tudi tisti svoj košček vrta, parcele zagotovo očistili od večnega grmovja, od večnih dreves in spet bo pogled na tisti košček zemlje, zemljišča lepši. Imate za letos tudi že v načrtu kakšne obnove? Oziroma ste čez zimo sploh počivali? Ja, čez zimo smo večinoma počivali, res je. Čez poletje pač kar veliko naredimo. Zaenkrat smo dogovorjeni za obnovo suhega zidu v Novi vasi, v občini Miran Kostanjevica. Tam domače astronomsko društvo pripravlja novo hišico z astronomskim observatorijem in zemljišče, ki jim ga je dala občina na razpolago, je obdano suhim zidom. To bomo verjetno čez mesec, mesec in pol nam bodo še sporočili, ker morajo še zemljišče pripraviti za delo, tega še niso storili. Tudi septembra že imamo dogovorjeno eno delavnico, in sicer v vasi Praprot na italijanski strani. Tam imajo konec septembra vsako leto prireditev, ki pravijo Oktoberfest, in na tej prireditvi smo tudi že lani septembra imeli delavnico, tako da letos s to prakso nadaljujemo. Za delavnico se zanimajo tudi v vasi Lipa. To je zaenkrat, kar imamo za letos dogovorjeno. Seveda bo tudi Kamenton, kot vsako leto. Kdaj pa bo? Običajno ga imamo septembra, torej po začetku novega šolskega leta, konec septembra, ko tudi vročina ni več take in ko začnejo šole in vrtci zopet delati po poletnih počitnicah. Nimamo pa še dogovorjenega kraja in natančnega datuma. No. Zato skrbi ena od naših članic in to bo vse pravočasno, še pred koncem šolskega leta bo tudi to dogovorjeno. Ona veliko hodi sama po goščavah Krasa, da najde potem te zidove? Tudi. Kraševka iz Križa pri Sežani je tudi direktorica zavoda Anima Mundi, no, ki sva ga prej omenjala v zvezi z brošuro. Tako da veliko stori na področju prav dela z mladimi. Ja, super, lepa hvala. Upam, da se vam kdo tudi od naših gledalcev letos pridruži, ker nama pa žal časa primanjkuje. Vas pa bi se vam lepo zahvalila, da ste se udeležili današnjega intervjuja. Ja, še enkrat najlepša hvala za vabilo, pa morda vseeno še pripomba, kakšno informacijo si lahko gledalci poiščejo na spletni strani Partnerstva Kraške suhozidnogradnje in seveda tudi na Facebookovi strani Partnerstva Kraške suhozidnogradnje. Tam objavljamo vse o svoji dejavnosti. In vsi vabljeni, da se nam na delavnicah pridružijo, seveda. Kot smo prej rekla, nimamo nobenih omejitev. Odlično. Slišali ste, dragi gledalci, torej ne gre zgolj za tradicijo, gre tudi za praktičnost, ne nazadnje pa gre za trajnostno prakso. Kaj več na njihovi spletni strani ali na Facebooku, mi pa se vidimo prav kmalu spet tukaj na Megafon TV. Adijo.